Lepo pozdravljeni, dobrodošli v 20. tednu. Moje ime je Lili Sorum in pogledali bomo, ob koncu oddaje, kaj nam tale teden prinaša, pričeli pa bomo z eno zelo zanimivo temo. Veliko govorimo o energijski zaščiti, o rezanju vezi, o tem, kako je potrebno preteklost pustiti v preteklosti, in zato bi danes rada z vami delila eno zelo zanimivo vajo, ki nam lahko pri temu pomaga. Najprej pa bi namenila nekaj besed rezanju vezi, zaščiti in vsemu temu, kar mnogi pravijo dvojnost. Če se pred nečim želim zaščititi, to pomeni, da tudi temu dajem energijo. In vse, čemur dajemo energijo, seveda zraste. Torej, če se jaz bojim zobozdravnika, bo zrastel, kar lahko dokažem, ker imam velikega in mišičastega zobozdravnika in upam, da ne spremljate oddaje. Torej, če se bojimo, da nam bodo v stanovanje vdrli in zato postavljamo zaščito, seveda dajemo energijo ravno tudi temu. Torej, kaj je boljša pot? Kako zdaj to spremeniti? Kaj narediti? Jaz osebno imam zelo rada afirmacije, ki so pozitivne, ki sploh ne dopuščajo možnosti, da bi se nekaj slabega lahko zgodilo, kajti pravzaprav ne razmišljajo o slabem, ampak definirajo dobro. Torej, ko greste od doma, medtem ko zaklepate, namesto da rečete zaščitim ali prosim za zaščito za moj dom ali moj dom je zaščiten, afirmirajte pozitivno. V moj dom vstopa samo ljubezen. V moj dom vstopa samo radost, samo zdravje. V moj dom vstopa samo svetloba. Poglejte, kako zelo preprosto je to. In naj vam povem še nekaj. Ko pridete iz službe domov in ste utrujeni, nataknjeni, mogoče vam je šef na živce stopil, mogoče imate vsega poln kufer in ste polni gneva ali pa samo preutrujeni, mogoče ste malo neprespani, vas boli glava, imate preveč vrečk v rokah. Ko boste odklepali, ko pridete domov in boste tudi takrat rekli, v moj dom vstopa samo ljubezen, radost, zdravje, svetloba. Ne glede na to, kako ste se počutili, bo vsaj za odtenek bolje. Jaz ne bom rekla, da vas bo nehala glava boleti, jaz ne bom rekla, da vam bo nehal šef na živce, jaz ne bom rekla, da bodo vsi problemi, ki so prišli z vami domov, izginili. Ampak po določenem času, kar boste opazili, je, da ko greste od doma, če imate dovolj časa, ste dobre volje, greste nekam, česar se veselite, nekomu, komor se veselite, se bo ta informacija nekako usedla v vaš in se boste naučili, navadili z neko pozitivo zaklepati vrata za seboj, ko odhajate in obliti svoj dom z nečim lepim. In ko boste prišli nazaj, se bo ta energija znova sprožila, tudi če boste slabe volje. Seveda ne bo vsakič delovalo, seveda to niti ni namen tega, ampak želim povedati, da dajmo se osredotočati na pozitivno, ne na negativno, kajti ravno s tem, ko se ščitimo pred nečim, to definiramo in temu dajemo moč. Podobno velja tudi za rezanje vezi. Rezanje vezi je sicer fantastična zadeva, ampak je še vedno na energijski ravni agresivna. Če sva mi, vi pa jaz v nekem odnosu in se jaz odločim rezati vezi, ni pomembno, kako se bom tega lotila. Še vedno režem, še vedno na energijski ravni, na drugi strani ste vi, ki boste na temu nivoju ta rez začutili. Res je, da marsikatere tehnike, marsikateri pristopi na koncu pokličajo in dodajajo zdravljenje in celjenje, ampak do tja pa seveda to ni prijetno za drugo osebo. In si bom drznila reči, veste, tudi če ste na nekoga zelo jezni, tudi če vas je nekdo zelo prizadel, tudi če se vam zdi, da ste upravičeni do tega, da nekoga kar, da ne rečem kaj, to ne pomeni, da imate pravico do tega. Torej, če resnično želimo rezati vezi, če resnično želimo sebe ločiti od negative, bi jaz predlagala malo drugačen pristop. V numerologiji imamo čudovito vajo s številom 8, ki pravzaprav kar naredi, je to, da razmeji. Kaj drugega rezanje vezi, kaj drugega zaščita. In kaj drugega osmica kot 2 nuli. Število nič se uporablja tudi kot krog, se uporablja kot tudi ustvarjanje svetega prostora. Torej, dovolj je včasih že, če se radi ščitite s stebrom luči, kaj to drugega kot snop svetlobe, ki je znova krog. Torej, ko ustvarjamo sveti prostor, morda bomo o tem v kakšni drugi oddaji o številu nič in o tem spregovorili podrobneje, je podobno, nekako si vizualizirate krog okrog sebe, pa svetlobo, pa same lepe stvari in 8 v bistvu sta 2 ničli. Torej, če se zdaj kar lotimo tega, predstavljajte si osebo, lahko tudi situacijo, lahko tudi skrb,
Lahko nek dogodek iz preteklosti, lahko neko osebo iz preteklosti, lahko tudi vas iz preteklosti, neko razočaranje, neko izgubo, nekaj, česar ne želite čez 10 let še s seboj na energijski ravni nositi. To si kar najbolje predstavljate. Najprej pa naredite seveda sveti prostor, torej najprej naredite ta krog okoli sebe, to polovico osmice, v katerem ste vi varni. In to storite tako, da je vam prijetno. Nekateri radi kličete angele, drugi si dodajate kristale, nekateri imate radi cvetlice, sol ali pa popolnoma nič. Dovolj je, da se vi umirite, greste vase, zadihate in v mislih naredite okoli sebe krog in v tem krogu ste vi varni. V tem krogu ste vi močni in toliko časa dihajte, da se sprostite in da to resnično občutite. Tukaj v tem krogu ste varni in ste vi, samo vi. Tam nekje, tam fejst daleč stran, pa si predstavljate torej to drugo osebo, situacijo, preteklost itd. itd. In zdaj preprosto s svojimi mislimi nekako potegnite energijo, se pravi okoli vas in potem okoli njih. In tukaj tale točkica bo poskrbela, stičiščna točka osmice, da se med vama energija več ne bo pretakala na tak način, kot do sedaj, se pravi, vi ste tukaj varni. Vse, kar bi radi pustili stran od sebe, je tam. In zdaj samo preprosto v svojih mislih takole delate to osemko okoli sebe in okoli njih. In zraven afirmirate, moja energija je moja energija, tvoja energija je tvoja energija. To je popolnoma dovolj. Ne afirmirati, jaz sem v redu, tebe naj povozi avto. Ne afirmirati vse, kar si meni slabega naredil, naj se zdaj še tebi zgodi 3-krat bolj. Preprosto dovolj je, da razmejimo energijo. Torej, moja energija je moja energija, tvoja energija je tvoja energija. Tudi, če z nekom niste skregani, tudi, če govorimo o nekomu, ki vam je sicer prijeten, saj ni treba na drugi strani imeti serijskega morilca ali pa neko skrajno toksično osebo. Včasih bi prav prišlo, da med vsem in vsemi malo razmejimo svoje energije, saj vsi rabimo svoj prostor. Ta točkica, tu v sredini, pa v številu 8 simbolizira ljubezen. Torej, samo ljubezen v resnici zdravi. Kakršnakoli situacija, kakorkoli huda situacija je, s tem, ko tako oblivate sebe in drugo osebo, z ljubeznjo pravzaprav zdravite to situacijo, ampak nekako ne vlečete tuje energije nase. Torej, ne glede na to, kaj je nekdo vam naredil, najbolj temni ljudje potrebujejo največ svetlobe, potrebujejo največ naukov. Ni vaša naloga, da jih razsvetlite, je pa vaša naloga, da nekako saj ne bom zdaj rekla, zaščitite sebe, ampak razmejite tuje energije, svoje energije. Kar pomeni tudi, če želite nehati kaditi, kar pomeni tudi, če želite opustiti neko nezdravo navado, dajte cigarete tja, dajte alkohol tja, dajte nezdravo hrano tja, dajte lenobo tja, dajte karkoli je tistega, česar ne želite več v svojem življenju, tja. In oblivajte z ljubeznijo. Morda pa nekdo drug v tem trenutku potrebuje izkušnjo z nezdravo hrano, pa dajte to energijo nezdrave hrane poslati v vesolje. Verjamem, da je to zelo zveni za lase privlečeno, ampak včasih, če pomaga, pomaga. Veliko vas meni potem nazaj piše, komentira, kako zelo olajšani ste se počutili po tej vaji. Zato je zelo pomembno, da vztrajate toliko časa, da se vsaj malo bolje počutite. Če imate na drugi strani nekoga, ki vas je zelo grdo izdal, prizadel, zelo močno, globoko razočaral, seveda ne bo dovolj to, da se boste usedli in vlekli to osmico enkrat ali dvakrat. Tudi mogoče ne bo šlo v prvo. Torej, določene stvari potrebujejo več naše pozornosti, več zdravljenja, več časa, več različnih pristopov, ne nazadnje. Naj bo tole razmejevanje energiji, tole delo z osmico vam v pomoč, da se vi okrepite. To je bistvo tega. Da vi definirate, kdo ste vi, kaj ste vi, zakaj ste vi, čemu ste vi, brez te osebe, brez te situacije, brez tega vpliva, karkoli ta vpliv je. Torej, morda pa malo za hec, če vam te stvari niso blizu, danes po oddaji, ko se bo končala, se usedete in poskusite. Preprosto si dajte priložnost. Število 8 tudi sicer simbolizira tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot materialno, če si jo predstavljate. Ko se ta dva področja uravnovesita, se osmica prekucne in postane znak za infinity, torej za neskončnost. Seveda lahko tudi tukaj vam povem še eno skrivnost.
Vsi tisti, ki zelo težko zase sprejemate, ki kar vse takoj date drugim naprej, ki imate občutke krivde, ki vedno znova razmišljate, koliko je lačnih na svetu, kje vse divja vojna, koliko je krivice na tem svetu. Morda imate v svoji bližini nekoga, ki ga zelo tepe življenje in je seveda potem težko sprejeti. Morda ste celo življenje poslušali, kako si ne zaslužite dobrega, niste dovolj dobri, ste vi prepričani v to. Pomagajte si z 8. Tako zelo kot vi radi in z radostjo darujete, dajete, podarjate svoj čas, energijo in, bom rekla temu, tudi življenje, radost, ljubezen drugim, je prav, da jo dajete tudi sebi in tudi tu lahko 8. pomaga. Če si jo zdaj predstavljamo takole. Tako kot dajem za druge, sprejemam tudi zase. Tako kot drugim želim dobro, sprejemam dobro tudi zase. Bodite pa specifični. Pomembno je, da poveste, da je to dobro, da je to pozitivno, da je najboljše za vas. Ne samo reči, da sprejemate. Kajti velikokrat, kar se zgodi pri afirmacijah, je to, da so morda površne, da so morda zelo šlampaste. Pa o tem bova v naslednji oddaji, mislim, da z Jakobom malo več spregovorila, torej ne bom zdaj predolga, ampak velikokrat nismo specifični, kaj sprejemamo in potem sprejmemo vse, tudi tisto, kar ni v redu. Torej, tole je nekaj vaj s številom 8, zdaj bomo pa povedali še, kaj prinaša 20. teden. Predvsem spreminjamo odnose. Spreminjamo svoj odnos do sebe in odkrivamo nove potenciale v odnosih. 20. teden prinaša neodkrite možnosti za drugačno komunikacijo, za drugačen način povezovanja in predvsem za drugačen notranji dvogovor. Se pravi, kako se lahko vi sami s seboj pogovarjate in menite na drugačen način. Kolikokrat se nekaj odločimo in potem tega ne izpolnimo, ker pravzaprav mogoče se smo itak samo sebi smo rekli, da bomo se vseeno. Ali so obljube, ki jih dajete drugim, bolj pomembne kot obljube, ki jih dajete sebi? Kajti tudi to, da boste pomili posodo takoj, ko bo konec te oddaje in potem ostane v koritu do zjutraj, sicer ni konec sveta, je bila pa obljuba, ki ste jo dali sebi. Torej, veliko bo situacij v tem tednu, ko bi se lahko pojavila zelo drugačna plat zgodbe, ko bi mogoče druge osebe vas prehitro, preresno in celo narobe razumele. Torej, v tem tednu biti pozorni na besede, ki jih izgovarjate, predvsem pa na energijo za besedami, ki jo uporabljate. Kajti včasih lahko uporabimo najlepše besede, pa če je zadaj nož, se to čuti na drugi strani. Torej, če boste imeli vi ta teden občutek, da je nekdo preveč prijazen, preveč osladen, vi imate pa tako, nekaj vam ne štima, se dajte poslušati. In pejte mogoče tisto 8. na začetku, ki smo jo delali, narediti. Zdaj bomo pogledali, kaj vam teden prinaša glede na vaše število življenjske poti, torej dali bomo gor formulo, kako jo izračunamo. Toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da dobite eno samo cifro, lahko si pomagate z mobitelom, verjamem pa, da če spremljate našo oddajo že dalj časa, da že kar na pamet veste, kje je vaše število življenjske poti. Torej, drage moje enke, prejšnji teden je bil hiter, prejšnji teden je bil zaletav, lahko bi bil ta teden občutek, da je nekje življenje potegnilo ročno zavoro. Kje pa morda? Samo morda, ker ste zelo samostojni, zelo odločni, zelo hitri, zelo sposobni. Ampak vseeno, kje pa morda vi sami sebi potegnete ročno zavoro, pa se tega ne zavedate? V tem tednu vas čakajo zanimiva ogledala ravno na tem področju. Ravno kje, kdaj, zakaj vi sami sebe ne upoštevate, vi sami vase ne verjamete in je potem lažje biti v pogonu, v zagonu, v neki akciji vedno znova, namesto da bi se ustavili in pogledali, kje je še drugačna pot. Torej, kako se lahko stvari lotevate drugače. Število življenjske poti 2. Predvsem pred vami je teden, v katerem spreminjajte svoj notranji dvogovor in spreminjajte energijo, s katero greste v pogovor. Ste načeloma včasih preveč zadržani, preveč potrpežljivi, predolgo počakate, preden poveste, pa se skoraj opravičite zraven, da vam nekaj ni prav, da vam nekaj ni všeč. Zelo radi pocrkljate druge ljudi, upoštevate druge ljudi, ampak morda na koncu dneva pozabite upoštevati sebe in okoli sebe nimate ljudi, ki bi upoštevali vas. Če se prepoznate v tem opisu, sem prepričana, da v tem tednu bo možnost spreminjanja energije in potenciala okoli vas, kar sicer pomeni, da bi se mogle zamenjati tudi osebe v vaši okolici. Pa je zdaj moje vprašanje vam,
si drznite, odmaknite od določenih ljudi zato, da bi priklicali boljše ljudi, brez občutka krivde in brez strahu. Boste vsaj poskusili? Število življenjske poti 3. Pred vami je teden, v katerem bo veliko idej. Veliko bo zamisli, prijala vam bo družba ljudi, ki so enako ustvarjalni, enako pozitivni, enako, bom rekla, odprti drugačnosti, odprti navihanosti. Če ugotavljate, da imate v svoji bližini malo bolj, dajmo temu reči, zadrgnjene osebe, ni nič narobe, če pokukate tudi drugam. Za vse nas bo tale teden zelo specifičen, zelo bomo kukali drugam. Kje je morda kdo, od kogar se lahko česa naučimo, kje je morda kdo, s komer se imamo bolj fajn. In če morda prepoznavate, da ste pa vi tisti, ki je morda bolj slabe volje te dni, ki je morda bolj preobremenjen ali preobremenjena te dni, pa si preprosto vzemite počitnice. Velikokrat v odrasli dobi na to pozabimo. Včasih enostavno potrebujemo počitnice in to velja tudi za odnose. Včasih imamo kakšno prijateljico, prijatelja, ko smo cele dneve skupaj, ampak potem kar malo paše, da se nekaj časa ne vidimo, pa je potem spet vse v redu. To so pač obdobja v življenju, etape v življenju. Če se to vam zgodi v tednu se ne tega ustrašiti. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, v katerem bo potrebno pogledati v svoje korenine. Morda se bo pojavila neka oseba iz preteklosti ali spomin na nekaj, na nekoga v preteklosti, ko se niste počutili spoštovani, ko se niste počutili sprejeti, ko ste se počutili drugačni. In vi niste tip človeka, ki bi bil zelo, zelo pustolovski, ki bi bil zelo predrzen, torej ste nekdo, ki zelo pošteva tradicionalnost, navade, ste človek rutine. Sigurno niste nek zapečkar, ampak vseeno ste nekdo, ki ima rad stvari ustaljene. Kdaj morda pa ste bili ravno obratno, ali pa ste morda sedaj tisti Robinson Crusoe, ki pač ne želi biti več pri miru, ki stvari nimajo več istega pomena. Nič ni narobe s tem. V tem tednu, predvsem na področju odnosov prijateljev, ljudi, s katerimi se veliko družite, prihajajo spremembe, morda bodo te spremembe najprej v mislih, jaz rabim drugače ljudi okrog sebe, ali pa morda malo bolj preprosti misli v smislu, koliko mi greš ti na živce. Marsikaj se nam v odnosih dogaja. Smo v hitrem mesecu, maj prinaša veliko sprememb, veliko dražljajev, veliko nekih informacij. Dajte si čas. Kar pomeni, če vam gre resnično nekdo na živce, dajte se odmakniti, ne pa se skregati. Število življenjske poti 5. Tudi za vas podobno velja. Ne oddirkati nekam stran, ampak se vprašati, česa se vi učite. Vi ste nekdo, ki zna reči, ok, zdaj imam pa dovolj, zdaj pa jaz grem. Tole pa več ni v redu zame, to pa je zdaj moja meja in to je to. V tem tednu je za vas pomembno, da se vprašate, kdaj ste prehitro morda zdirkali stran in kaj je tisti potencial, ki pa ga morda še niste do konca razvili vi v odnosu s seboj. Torej vsi tisti občutki manjvrednosti, krivde, česarkoli že, kar jih imamo vsi, pobrskati po svoji podzavesti in pogledati, kdaj morda zaradi svojih lastnih občutkov krivde, kar pričakujete, da bo nekdo drug do vas krivičen. Število življenjske poti 6. Pred vami je teden, v katerem bodo odnosi z najbližjimi na tapeti, to je že kar nekaj časa za vas velja, zdaj pa se pojavljajo neka nova vrata, neka nova možnost. Šestice, ki ste samske, bodite pozorne na nove osebe v tem tednu, na nove možnosti druženja, spoznavanja, prepoznavanja ljudi, ki so vam podobni. Tudi sicer vas obdaja energija oseb, ki so energijsko vam zelo podobne, zato vas tudi podpirajo. Torej v tem tednu ne sedeti doma pa brati knjige, ampak si vzemite čas, pokličite ljudi, ki jih že dolgo časa niste slišali, družite se, pogovorite se, izmenjujte mnenja, izmenjujte informacije, predvsem pa si vzemite čas za druženje tudi s seboj. Torej, kako lahko na kvaliteten način se sami s seboj usedete, mogoče bo to zvenelo hecno, ampak si rečete, stara, kako kaj dogaja, kaj se je kaj zgodilo v zadnjih, ne vem, letu, dveh, a bi mi kaj povedala. Včasih sami sebi pozabimo povedati, kaj vse se nam je zgodilo, pa dojeti, kaj vse smo dali skozi, pa tako naprej, pa tako naprej. Tako da v tem tednu si vzemite čas za en fajn randi in pogovor tudi sami s seboj. Število življenjske poti 7. Pred vami je čas, v katerem bi se lahko zdelo, da je možnosti veliko, priložnosti malo. Da ste si zelo podobni besedi, kaj ne?
Torej, drage moje sedmice, v tem času se pogovarjate z osebami, ki so na vašem istem nivoju. Ste nekdo, ki zelo rad dviguje kvaliteto? Se pravi, vedno iščete, kje bi lahko nekaj še izboljšali, se pravi, vedno najdete, kaj je narobe. To se ponovadi tako kaže. Zato vas verjetno sem pa kaj rečejo, da ste preveč natančni, preveč dlakocepski, da iščete dlako v jajcu, ampak kaj, ko jo pa vendarle vidite in to se vendarle da spremeniti in popraviti in izboljšati in zakaj ne bi? Torej, najdete ljudi, ki enako razmišljajo kot vi, kajti v tem času, kar je pa pri vas v ospredju, je pa vaše duhovno napredovanje, vaša duhovna rast preko pogovora s seboj in odnosa z drugimi. Če boste z osebami, ki so izrazito nezrele, ki so izrazito toksične, boste seveda težje zrasli, kot če imate okoli sebe ljudi, ki enako kritično razmišljajo in vam mogoče povejo tudi kaj takega, česar ne želite slišati in pa tudi same sprejmejo tisto, česar ne želijo slišati. Torej, morda je tudi v vašem primeru čas za nova poznanstva in za nekaj sprememb v odnosih. Število življenjske poti 8. Prejšnji teden smo rekli, da je pomembno, da sprejemate, da zadihate, da nekako to osmico uravnovesite, da tako rečemo. Tako kot dajemo, tudi sprejemamo. V tem tednu predvsem to velja za vaš dvogovor s seboj, s svojimi starši in življenjem. Torej, kako pa vi komunicirate z vesoljem, s stvarstvom, samo manifestacijo, kako vi komunicirate s svojimi cilji, s svojimi dosežki. In ali jih prepoznate? Kaj pravzaprav je potrebno, da vi rečete, aha, na tole sem pa zelo ponosen. Kaj je tisto merilo? Ta merila bodo v tem tednu prejela eno močno ogledalo. Morda ste prezahtevni do sebe, morda ste prehitro zadovoljni, morda ste prehitri, na splošno samo prehitri. Torej, v tem tednu si ne zadati preveč obveznosti, potrebovali boste čas za to, da pa bi analizirali, kaj ja, kaj ne in predvsem zakaj. In še število življenjske poti 9. Pred vami je teden, ko se bo zdaj ta energija, ki je bila prejšnji teden usmerjena v vas, ki je prejšnji teden prinašala ogledalo vam o vas, torej rekli smo, da morda boste zelo spremenili svoje mnenje o sebi, se zdaj obrača ven v svet. Torej, zdaj pa je prišel čas, da boste tega novega sebe, to novo sebe pokazali svetu. Torej, kdo ste? Kaj je metuljček, ki je prišel iz gosenice? Kaj je tisto, kar je dozorelo v tem času? Kaj je tisto, kar se je spremenilo v zadnjih 2 letih? In kdo ste zdaj vi? Če pogledate 9, ko pravimo, da ta repek nas uči sprejemati zase, torej zaključite ta repek nazaj gor v 8, ki smo jo prej omenjali, da simbolizira tako zgoraj, tako spodaj. Se pravi, samo enostavno uravnovesite svojo in tujo energijo in pred bo lažje. Tako, to je bil pregled po številih življenjske poti. Teden pred nami ne bo dolgočasen, postavlja v ospredje odnose, komunikacijo, način komuniciranja. Kaj je za nas sprejemljivo v odnosih? Kaj je za vas osebno sprejemljivo v komunikaciji? Ali je nekdo lahko žaljiv? Kaj pravzaprav je za vas osebno definicija žaljivosti? Katere besede dojemate kot žaljive in zakaj? Katere besede pa morda vi sami sebi govorite, ki so žaljive, kadar ste razdraženi, utrujeni, kadar ste razočarani, kadar vam nekaj ne uspe tako, kot vi menite, da bi mogla, ali tako hitro, kot menite, da bi mogla. In predvsem v tem času bomo mnogo lažje dostopali do tistih zapisov, ki so tuji v našem besednjaku. Torej, opazujte se. Katere besede, ki jih vi danes uporabljate, so uporabljali vaši starši, vrstniki, prijateljice, prijatelji, partnerji, stari starši, morda vaši otroci, morda nekdo, ki vas je zelo navdihnil, partnerji, partnerke. Katere besede, katera energija ni vaša, katero energijo ste preprosto nekako povzeli, zdaj vas je tako zelo dotaknila, da je kar ratala vaša. Vsem se nam to kdaj zgodi. Včasih gledamo kakšen film, ki se nas zelo dotakne, ki ga tako zelo močno doživimo, da kar mislimo, da smo mi to doživeli in ga dojemamo kot neko podoživljanje. Določene duhovne tehnike bi morda rekle, da ste se dotaknili vaših preteklih življenj, vaše podzavesti, nekega spomina iz otroštva. Morda pa preprosto gre za to, da ste zelo sočutni, da ste zelo senzibilni in da v tistem trenutku se vas je nekaj zelo dotaknilo. V končni fazi. Jaz mislim, da je včasih vseeno.
kaj in zakaj se nas je dotaknilo, ampak da je prav, da znamo definirati, kaj je naše in kaj ni. Kajti, če bomo vsakič, ko bomo videli lesi, se zjokali zaradi filmov, ki smo jih gledali o lesi, vsaj jaz sem vedno jokala, kadaš, potem ne vem, če delamo dobro. Kajti vsak lesek, ki gre mimo nas, nima take izkušnje in tudi ne vem, če pomagamo s tem, da jokamo. Ne pomagamo s tem, da pričakujemo slabo. Ne pomagamo s tem, da se odzivamo jezno. In absolutno ne živimo sebe, če uporabljamo tuje besede. Ne živimo sebe in svojih prepričanj, če smo samo posvojili tuja. Ne izpolnjujemo svojega poslanstva, če stopamo po stopinjah nekoga drugega. 20. teden po eni strani prinaša pogled na drugo plat zgodbe, na drugačnost. Lahko bi nas nekdo se zelo dotaknil ravno sedaj. Lahko bi našli ogromno nekih novih možnosti. Poglejte, tako kot te mehurčki, krogci za menoj, ki menjavajo barve. To je življenje. Barve se menjajo, časi se spreminjajo, mi se spreminjamo. Morda določen komentar, ki nas je zelo zaznamoval pred leti, že vsa ta leta preprosto ne velja več. Torej v tem tednu opazujte svoje misli, bodite kot en tak detektiv ali morda zapisnikar. Opazujte vsako misel, opazujte vsako besedo in iščite njen izvor. Ne njen pomen, ampak njen izvor. Skje, skod, zkdaj, zakaj se je našla tam, kot bi pisali članek. Bodite raziskovalni novinar. Kje so se te misli in ta prepričanja pojavile v vašem življenju? Kdaj ste se vi odločili tako, kot ste se odločili? Kakšna so vaša prepričanja o ljubezni, o odnosih, o denarju, o obilju, o službi, o starših, o otrocih, o tašči, o sosedih, o drugih rasah, o drugačni veroizpovedi, o drugačni spolni usmerjenosti in tako naprej. Veste, koliko boste imeli dela cel teden, še dobro, da je naša oddaja v ponedeljek. Torej, bodite en velik raziskovalec, opazujte se, zapišite si določene stvari, predvsem tiste, katere morda ne boste prišli do dna takole. Včasih določene stvari, določeni impulzi dobijo takoj nek svoj epilog, nek svoj zakaj, zato, od kdaj, kako. Včasih pa smo zelo trdno prepričani, da mi tako mislimo. Včasih pa zelo verjamemo, da je nekaj naša energija, preprosto zato, ker smo je navajeni. Preprosto zato, ker smo se nehali spraševati, zakaj tako mislimo, zakaj tako delujemo. In vse ta nihanja, vsi ti pritiski, vse te spremembe, ki se nam obetajo še v letošnjem letu, pravzaprav prinašajo enega največjih blagoslovov s seboj. Nas same, ki smo morda zelo drugačni od tega, kar smo mislili, da smo. In presneto drugačni od tega, kar drugi mislijo, da smo. Torej, dragi moji, jaz upam, da boste močno brskali po sebi v tednu, ki prihaja. Če vas zanima numerologija, če vas zanima, kako vam lahko pri tem tudi številke pomagajo, pa seveda kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Tam je zavihek numerologije, tam je tudi zavihek osebna rast, kjer je še mnogo takih podobnih vaj, ki jih lahko potem izvajate in dopolnjujete s tole oddajo. Seveda pa kot vedno vabljeni, da mi pošljete svoje predloge, svoje vprašanja, svoj feedback na ls@lili-sorum.com. Zdaj pa vam malo pomežiknem, da bo v naslednji oddaji z mano znova Jakob Kapus. Govorila bo o zakonu privlačnosti, o manifestiranju, o vseh takih zanimivih stvareh, o katerih se veliko govori zadnja leta. En fantastičen teden vam želim. Pa, pa!